Lep pozdrav na Zoomu, virtualno se bomo danes pogovarjali o Pavlu Conjetiju, izjemnem italijanskem avtorju, o njegovi knjigi Osem gora, ki je letos izšla v slovenskem prevodu. Z mano je nekaj mislecev, predvsem je tukaj kot prvi, ki bo spregovoril, direktor Italijanskega inštituta za kulturo v Ljubljani, Stefano Cerato. Pozdravljen, Stefano. Potem je tukaj filozof in komunikolog Andrej Trapal. Z mano je tudi Jernej Šček, profesor zgodovine in filozofije na Tržaškem liceju, in pa Samo Rugel, založnik in literarni kritik. Pozdravljeni vsi. Prepričan sem, da bo pogovor zanimiv, glede na to, da imamo pred seboj zanimivo knjigo in izjemnega avtorja. Prosil bi Stefana Cerata za nekaj uvodnih besed, povedal jih bo v italijanščini, jaz bom sproti povzel, kar bo povedal, potem pa se bomo posvetili pogovoru. Stefano, prego. Dober dan, buongiorno. Prima di tutto io desidero ringraziare Luca Novak e gli amici della casa editrice Totalità per aver organizzato la presentazione di oggi, ma soprattutto per aver tradotto in sloveno questo romanzo, che è un romanzo importantissimo nel contesto della produzione letteraria italiana degli ultimi anni. Allora forse dobbiamo chiederci perché Le otto montagne di Paolo Cognetti è stato ed è ancora così importante. Proverò a rispondere a questa domanda prima che gli oratori di oggi inizino la discussione. Ebbene, in primo luogo direi la rilevanza del libro consiste nello straordinario successo di critica e di pubblico a partire dalla pubblicazione nel 2016. Il libro è il primo e unico vero e proprio romanzo dell'autore fino ad oggi. E in Italia Le otto montagne ha vinto il premio Strega, che è uno dei principali riconoscimenti letterari nazionali, e fino ad oggi ha venduto circa 450.000 copie. Sono state pubblicate traduzioni in oltre 40 paesi del mondo e anche all'estero non sono mancate le soddisfazioni. Basta pensare alla vittoria del premio Médicis étranger. Hvala, Stefano. Najprej bi se nam direktor Stefano Cerato rad zahvalil za pripravo današnje okrogle mize in poudaril pomen prevoda tega ključnega dela za italijansko literarno produkcijo zadnjih let. Obenem pa bo skušal tudi sam podati nekaj izhodišč glede relevantnosti Conjetijevih Osem gora, še preden se sami spustimo v debato. Najprej je to nedvomno posledica izjemnega kritiškega in bralskega uspeha, ki je že ob izidu leta 2016 pospremil ta prvi in zares pravi roman Pavla Conjetija. V Italiji je Osem gora prejel nagrado Strega, ki je eno glavnih italijanskih literarnih odličij. Do danes pa se ga je prodalo preko 450.000 izvodov. Prevedli so ga v preko 40 jezikov in tudi v tujini je bil dobro sprejet, nenazadnje je prejel nagrado Médicis étranger. Prego, Stefano. A mio parere, altrettanto significativa a questi dati è la storia editoriale dell'autore di Paolo Cognetti. La sua è una vicenda che si è formata nel mondo dell'editoria indipendente italiana, della piccola editoria indipendente. Quindi prima del grande successo con Le otto montagne, che è stato pubblicato dal grande marchio Einaudi, e Cognetti era già un nome di culto negli ambienti culturali giovanili italiani, grazie a 3 libri di racconti che erano usciti per l'editore Minimum Fax. E questo è un caso molto raro in Italia perché il mercato librario è abbastanza diffidente nei confronti della forma racconto, che è molto meno venduta e letta del romanzo. Tra queste raccolte, secondo me, straordinario è il caso dell'altro libro di Cognetti, Sofia si veste sempre di nero, che è un'opera composta da 10 storie autonome, 10 racconti,
ciascuno dei quali ha lo stesso personaggio protagonista, Sofia, e i racconti nell'insieme ricostruiscono la vita del personaggio. Quindi una forma narrativa molto originale, quella scelta da Cognetti prima delle 8 montagne. Ma io ho detto queste cose perché secondo me il caso di Cognetti ci comunica che c'è una speranza. Sono ancora possibili carriere letterarie significative a partire da esordi non soltanto per i grandi marchi editoriali. Vendar pa je, po mnenju Stefana Čerata, prav tako pomembna založniška plat avtorjeve zgodbe. Cognettijeva knjižna usoda se je namreč formirala v svetu neodvisnega, majhnega založništva, se je še pred objavo tega romana pri veliki založbi Einaudi že postal kultno ime mladega kulturnega polja z objavo 3 zbirk kratkih zgodb, ki so izšle pri majhni neodvisni založbi Minimum Fax, kar je sicer nenavadno, saj kratka proza v Italiji še zdaleč ni tako priljubljena kot roman. Od teh zbirk je še posebej vredno omeniti knjigo z naslovom Sofia si veste sempre dinero, Sofia se vedno oblači v črno, kjer gre za 10 zgodb o isti osebi, ki tako sestavijo njeno življenje. Cognetti v primernem tako daje upanje, da so še vedno možne velike literarne kariere, četudi se začenjajo pri majhnih, neodvisnih založbah. Stefano, prego. E concludo, ho detto queste cose perché avevo piacere di trasmettere l'idea che Cognetti è un autore dalle molte sfaccettature e ognuna merita un approfondimento. Alla sua sconfinata passione per la letteratura, in particolare Cognetti è un grande appassionato di letteratura nordamericana, si affiancano le sue esperienze come autore di film documentari. Inoltre nelle 8 montagne leggiamo una storia di amicizia e di formazione che ruota attorno, come dice il titolo, all'amore per la montagna, all'immersione nella natura, fino ad arrivare a condizioni di solitudine e di isolamento meditativo. E questo sì è un tema centrale per Paolo Cognetti, ma non è il solo. A un altro estremo della sua visione del mondo esiste anche il fascino per la grande metropoli. Si può pensare al fatto che tra le altre sue pubblicazioni spiccano ben 2 guide molto particolari, molto singolari sulla città di New York, visitata in esplorazioni molto peculiari dall'autore, con percorsi che vanno dalla letteratura alla cucina. Quindi io mi immagino Cognetti, che personalmente non conosco, un po' come il personaggio di Pietro nelle 8 montagne, che si divide tra la Valle d'Aosta e la grande città, e non a caso Pietro narra in prima persona. Quindi secondo me c'è davvero molto da dire su Cognetti, sono felice che oggi ci sia questa presentazione e ringrazio tutti i partecipanti. Spero che a partire da oggi ci saranno ancora altre occasioni per continuare a discutere di questo che secondo me è un grande autore della letteratura italiana di questi ultimi anni. Buon lavoro a tutti e buona lettura. Hvala, Stefano, še prevedem tale zadnji pasus. S temi mislimi bi predvsem rad povedal, da je Cognetti avtor mnogih plati, ki so vsaka posebej vredna pozornosti. Ob njegovi neskončni ljubezni do literature, še posebej severnoameriške, je treba omeniti še njegove izkušnje z dokumentarnimi filmi. V 8 gorah beremo zgodbo o prijateljstvu in odraščanju, ki se vrti okrog ljubezni do gora, predajanju naravi, ki lahko preide celo v osamljenost in izolacijo. To je ena od osrednjih Cognetijevih tem, ni pa edina. Na drugi strani je prisotna tudi fascinacija z velemesti. 2 Cognetijevi knjigi sta svojevrstna vodiča po New Yorku, ki ga avtor raziskuje skozi zelo osebno prizmo literature in kulinarike. Podobno kot junak Pietro, ki se v 8 gorah giblje med dolino Aoste in velikim mestom in kjer izbira prvoosebnega pripovedovalca, gotovo ni bila naključje.
Skratka, veliko je zapovedati o Conjetiju in direktor Stefano Cerato si želi, da bi bilo od danes še veliko priložnosti za debato o njih, pri čemer vam vsem želi prijetno branje. Hvala Stefano, grazie Stefano. Stefano nas bo zdaj zapustil v smislu video ekrana, ker ima druge obveznosti, mi pa bomo nadaljevali oziroma začeli s tem prijetnim pogovorom. Kot rečeno, še enkrat pozdravljeni na virtualnem Slovenskem knjižnem sejmu, kjer gostimo debato o Pavlu Conjetiju in njegovem romanu Osem gora, ki je bil letos preveden v slovenščino. Z mano so, kot rečeno, Andrej Drapal, Jernej Šček in Samo Rugel, trije poznavalci literarne scene, založniki, filozofi, komunikologi in zgodovinarji. Tako da imamo tukaj res velik diapazon, bom rekel, človeške modrosti, in s katero se bomo seveda lahko pogovarjali o marsikateri temi iz tega romana. Zdaj seveda vsi moji kolegi so ta roman prebrali, Jernej Šček je celo naredil intervju z avtorjem za sobotno prilogo časopisa Delo, Samo Rugel je objavil zanimivo in navdušeno recenzijo v Vikend magazinu, Andrej Drapal je pa tudi sam pisec in je že razmišlja veliko o temah, tudi kot je narava, naravovarstvo in druge teme, ki so povezane z današnjo civilizacijo. Tako da jaz bi kar začel nekako pogovore v 3-4 sklopih zamišljen, seveda lahko se pa pogovarjamo tudi o temah, ki jih boste sami načeli. Odzivajte se direktno, jaz bom vprašanja postavljal konkretno morda nekomu od vas, potem pa seveda je mišljeno, da se odzovemo vsi ali pa tudi ne. Odvisno, kako bo komu kaj blizu in kako bo komu kaj ležalo. Jaz bi začel s prijateljstvom, ker Osem gora je roman sicer o gorah, to pove seveda tudi naslov, ampak tudi in morda predvsem o prijateljstvu. O prijateljstvih, ki se vsa utrnejo v gorah in tam tudi poniknejo, žal, umrejo. Gora prijatelja prinese in vzame. Gora je tukaj kot roditelj in kot krvnik, kot spočetje in nazadnje kot odrešenik, v narekovajih. Mene zdaj zanima, tlele bi pa mogoče začeli s Samom Ruglom, a je torej povezava med gorami in prijateljstvom vedno usodna? Je vedno ta žalostna usoda prisotna? No, jaz si mislim in upam, da ni tako, ne. Jasno, gora, obiskovanje gora in hribov je pač običajno povezano z neko socialno-družbeno komponento. Običajno, sploh, ko si mlad, recimo, in tle ima on pač jasno neko to začetno fazo, ko gor obiskuje najprej z očetom, potem grejo ta trojka, ne, z njegovim prijateljem Brunom in tako naprej, ne. Vse, na nek način je to zelo realistično in v bistvu praktično vsak, ki ima recimo za sabo pač eno tako družinsko tradicijo hribolazjenja, je šel skozi neko tako obdobje, ne, ali pa približno tako obdobje. To je najprej v nekem krogu družine, recimo sploh, če je v familiji ta tradicija prisotna, potem, ko si starejši na eni točki, se pač staršem začneš upirati, začneš iskati mogoče neko svojo pot, potem jasno je tukaj naprej sta pa dve poti, eni nehajo obiskovati gore, ne, in je to neke vrste upor pač proti temu, kar so starši, tvoji starši pač počeli, drugi si pa najdejo družbo, ne, in tisti, ki si najdejo družbo, je potem jasno, se v gorah spletajo pač prijateljstva, ljubezni, nekatere pač gore spremljajo celo življenje, nekatere prijateljstva v bistvu ostajajo celo življenje v gorah. Seveda spet je zelo odvisno od tega, a je to neko tako pohajkovanje, to je hribolazenje brez nekega višjega cilja osvajanja pač ne vem, kakšnih gora ali pa kakšnih vrhov ali pa kakšnih preplezanih sten. Če gre za recimo slednje, to je bolj recimo športno, alpinistično, vrhunsko plezanje, potem vemo, da se v gorah zgodi marsikaj, ne, za marsikoga so gore usodna reč. Tako da ni neke splošne usode, je bolj pa tako, ne, tisti, ki recimo mogoče začel se družiti v gorah in je to pač neka komponenta življenja, ki ga spremlja skozi življenje, so to lahko prijateljstva, ki ostanejo za zmeraj. Ampak to govorim seveda o izletovanju, izletih v gorah,
kar je pa seveda precej drugače kot v tem romanu, ne, kjer govorimo pač tudi o čisto drugih komponentah o življenju v gorah. Ne. Mogoče še kaj več o tem kasneje. Ja, hvala, je pa to prijateljstvo tudi simbol, vsaj v romanu, ne, ki loči stari svet od novega, to si že malo načel, neokrnjeni od modernega, Brunov od Pietrovega, staroselce od mestnih prišlekov. Kaj pomeni to prijateljstvo v zvezi z naslovom romana? Kdo je pravzaprav tisti, ki hodi okrog 8 gora in kdo je tisti, ki leze na vrh? Nenazadnje je Cogneti napisal tudi knjigo z naslovom Senza mai arrivare in cima, ne da bi kdajkoli prišel na vrh. Kaj pomeni ta himalajska modrost? Tlej pa mogoče začeli, seveda se lahko odzivate tudi na prejšnjo vprašanje, ampak bi vprašal Andreja Drapala mogoče o tej modrosti, ne da bi kdajkoli prišel na vrh. Ja, to je zagotovo klasičen zadrega za zahodnjake, ki so teleološko usmerjeni, ki smo usmerjeni v osvajanje vrhov, ne? Tako da seveda ta modrost predstavlja ravno tisto neko, bi rekel, zanimivo napetost seveda v zahodnjaškem romanu, ne? In seveda jaz osebno sem imel to srečo, da sem približno tam kot avtor te gore tudi malo pohajkoval, mislim v Katmanduju, okoli Katmanduja in gor malo v Himalaja, tako nežno. Ne. In sem seveda kot celo večji ljubitelj Himalaje kot pa Alp, ne, če tako rečem, tudi zaradi kulture tam okoli. In ta kultura je točno ta kultura, ki pravzaprav sesuva to našo linearno usmerjenost spodaj zgoraj, ne. In seveda tudi v tem romanu se to pravzaprav prikazuje skozi nekaj teh zgodb, pa pravzaprav Himalaja v tem romanu je celo tako, bom rekel, bolj kot eno ozadje napisana, pravzaprav ni izrazito, ne. V bistvu je skoraj tako, ne, kot ta naš ljubljanski kip Kardeljev, ne, kjer je Kardelj, ki ima edini, ki ima obraz, ne, pravzaprav Himalaja se pa pojavlja v ozadju nekih brezobličnih figur, ne, kot dobesedno kot ozadje, ne. In v tem romanu se pa to potem tudi v Alpah se pa nekajkrat nakaže ta pravzaprav sicer želja priti na vrh, ne, in enkrat se to tudi realno tako zelo resno zgodi, je to neke vrste antiklimaks, ki pa pravzaprav niti ne korespondira z nečim drugim. In tukaj bi se jaz navezal na to vprašanje pravzaprav prijateljstva, ne. Namreč cela knjiga je napisana nekoliko, tako bom rekel, paradoksno, pa spet ne paradoksno. Bom pojasnil, kaj hočem reči. Jaz sem osebno doživel to knjigo kot tipičen razvoj prijateljstva, ne. In sicer v prvem poglavju, ne, tako kot seveda na začetku srečanja avtorja, ne, prve osebe z Brunom, ne, pravzaprav ni sledu nekega prijateljstva, ne. In jaz tudi pri prvem poglavju sem ostal relativno hladen in sem se začel spraševati, ne, kaj mi je to Luka poslal, ne, ker nisem, moram priznati, se oproščam, nisem bral prejšnjih zapisov, poznam pa avtorja tako oddaleč, ne. In v bistvu je bil lep razvoj, ne, lep razvoj dobesedno prijateljstva skozi to knjigo, ne. In knjiga, kaj pravzaprav hoče povedati? Hoče povedati, da pravzaprav, če je prijateljstvo lahko, ni prijateljstvo, ne. Tako kot če je vzpon na goro lahek, pravzaprav ni vzpon, ne. Pravzaprav prijateljstvo se skozi to borbo, na nek način stalno borbo vzpostavlja in pravzaprav nikoli v sosledju teh zgodb, v tej triadi, pravzaprav nikoli ne moramo reči, če zdaj govorimo o tem jedrnem prijateljstvu, ne, med avtorjem in Brunom,
da sta pa romantična prijatelja. Se pravi, za moje pojme je to izrazito neromantična knjiga in zato je seveda za moje pojme fenomenalna in je postala moj prijatelj. Ne. Bo v tej neromantiki bom še kakšno rekel. Ampak Andrej, če dovoliš, ker gre za naslov, ne, me zanima še mnenje drugih dveh sogovornikov. Seveda je ta tema prijateljstva ključna, ne, tle se moramo vsi strinjati, ampak gre za naslov 8 gora, se pravi ta mandala himalajska, ki da pravzaprav ton celi pripovedi, je, da tisti, kdo je zdaj pravzaprav bližje resnici, ne, a tisti, ki zleze na najvišjo goro, ali tisti, ki hodi po 8 gorah okrog nje, ne. Tle me še zanima, mogoče, Jernej, če imate vi kakšen zanimiv komentar. Najboljši odgovor na to dilemo je postavil cesar Mark Aurelij v 4. knjigi svojega dnevnika, kjer je razčistil stoično in stoiško, da je pač edini pravi vrh v nas. In v gorah se dogaja tako isto, tako rekoč. Ne? Torej, z njega lahko samo sestopamo. To je prva zadeva. Drugič, često se danes dogaja, ker nimamo opravka več z gorjani, z gorskimi ljudmi, kakršen je Koneti sam, pač pa z gorniki, alpinisti, plezalci, športniki, agonisti, drugače rečeno, se često dogaja, da se pač išče zdravo, smiselno jedro bivanja tam, kjer ga ne bomo našli. Torej, Mark Aurelij bi rekel v hribih, na morju, na plažah. To je pisal ne včeraj, ampak v nekih povsem drugih časih, kot bi bilo včeraj. In torej, Koneti v svojem pohajkovanju pod gorskimi vršaci dejansko razčisti to osnovno stoiško dilemo, ne? Da z vzpenjanjem v gorah tako rekoč napredujemo samo, če na tej pač fizični, telesni, gorniški poti se vzpenja tudi človek. Človek v tem primeru kot gorski človek. Ne? Zato, ko sem imel pač srečo spoznati avtorja, je bilo tako jasno, da tu ne gre za nekakršno gorniško literaturo, da tu ne gre za kulturo o gorah, temveč za kulturo, ki se lahko odvija in dogaja v gorskem prostoru. Njegovo, recimo, organizatorsko delovanje tudi meri v tej smeri. Ne? Gori so torej samo neka posoda za to, da se vanjo vdahne en človeški kulturni smisel. Če bi tlele zdaj navezal mogoče samo, ti se verjetno s tem ne bi čisto strinjal, ti si velik gornik, ti greš vedno na vrh, če se le da, si mislim. Ampak verjetno ti je pa ta filozofija pa vseeno blizu in znana. Ja, mislim, jaz se tle z Jernejem strinjam. Jaz imam za sabo 50 let hribolazenja. Ampak to ne pomeni, da sem jaz niti približno gojan, ne, recimo pač, ko tle bereš, pač v ljudeh, ki v bistvu svoje življenje na način, ne bom rekel preselijo tja, ampak ga živijo v gorah, je to pač ena čisto druga situacija. Tudi samo preživetje, recimo na kakšen način, pač Bruno lahko živi tam na 2000 metrih. To je pač za nas, ker smo tako imenovani mestnjanarji, ne, pa potem gremo za pač, ne vem, toliko pa toliko dni na leto, pač preživimo v gorah, je to pač čist nekaj drugega, ne. Tako da v tem smislu lahko pač se sam strinjam, ne. Pač, da smo mi v bistvu neke vrste gostje, ne, pač v tistem, recimo, habitatu, ne pa del tega habitata, ne. S tem pa tudi ne vidim nobenih težav, saj ni moja filozofija niti osebna, niti tako, da bi recimo postal del tistega habitata. To mi je neke vrste možnost, priložnost, da v bistvu dejansko iz svojega življenja v bistvu naredim še nekaj drugega, da poleg tega, kar pač delam tukaj, v bistvu potegnem še neke druge komponente v svoje življenje in v bistvu se na nek način tudi prečistam. Gore so pač za take reči fenomenalne, ne, sej v nekem smislu se pač ta osebni junak, ne, recimo po tem nekem obdobju, ko recimo ga preživi v mestu, ne, se začenja vračati tja, ne, tudi zaradi tega, da bo pač tam
se na nek način vključil nazaj v neki, kar mogoče pač v mladosti bi rekel dubo. Sej, če gledam mene osebno, je bilo pač podobno. Recimo, pač, moj oče na nek način dosti podoben bil, kot je recimo tlele oče, recimo v tej zgodbi. In tudi jaz sem imel mogoče sicer krajše obdobje, ker v goji nisem hodil. Ampak če imaš neko mladostno izkušnjo, če se ti goje takrat nekaj dale, se boš potem jasno ob eni prvi priložnosti, ko boš začutil, da ti mogoče nekaj manjka, začel ti vračati. In jasno, recimo jaz sem se pač recimo začel vračati, ampak kot izletnik, kot pohodnik, kot hribolazec, jasno, da potem sem tudi o tem napisal pač eno knjigo pred leti, Triglavske poti, kjer sem pač te recimo stvari tudi noto opisoval, ampak jasno, ni bila pa nikoli moja ideja, da bi tam živel, recimo, to je bilo samo kot neka v bistvu izleti, to je gornik, ne pa gojan. No, sicer zanimivo, ker si načel temo očeta, k tej temi se bomo še vrnili v enem naslednjem sklopu. Me pa zanima ena druga stvar v zvezi s Konjetim, on je naravovarstvenik, tako da gremo zdaj malo v to bolj naravovarstveno sfero in on sicer ne mara posegov v naravo, po drugi strani pa ni fanatik, skeptičen je tudi do teh samooskrbnih gorskih skupnosti, malo hipijevskih, ki temeljijo na branju Bookchina in Thoreauja. Tle bi pa zdaj malo navezal na Henryja Davida Thoreauja. Ta je v Waldenu leta 1854 podal nek temeljne nekakšnega neokrnjenega, odmaknjenega življenja. Po drugi strani je bil pa Thoreau, tega marsikdo ne ve, silno racionalen in sistematičen. Pravi kronist je bil, zmotno dostikrat razumljen kot nekakšen idealist, predhodnik naravovarstvenikov, ki že sredi 19. stoletja opozarjajo na obsesijo Američanov z konceptom what's the news, da se Američan zbudi in takoj gre gledati, takrat še ne na Twitter, ampak pač kaj se dogaja. Mene zanima, zdaj to sprašujem pa vse tri na nek način, kakšna je drža naravovarstvenika danes? A je to kombinacija svobode in sistematičnosti, znanstvenosti? Mogoče tlele začnemo pri Andreju, ker vem, da se je tudi s Thoreaujem verjetno že nekaj ukvarjal. Ja, to je zelo intrigantna tema, ki seveda na srečo v knjigi ni eksplicirana, ampak je pravzaprav podana simbolno, tako kot je potrebno, kot seveda se pričakuje od literature. In mene osebno, to sem malo že namignil v prvi intervenciji, me je pozitivno presenetila točno ta dimenzija. In zdaj lahko rečete, da razumem knjigo nekoliko nasilno v duhu svoje ideologije, ki je dosti jasna glede te tako imenovane naravovarstvenosti. In sicer v tem klasi, grem še korak naprej do Rousseauja, in seveda razumem celo zadevo antiromantično kot pravzaprav poziv naprej k naravi. V tem smislu, da ne nazaj, ampak naprej, v kakšnem smislu. Izrazito antinaravovarstvenem. Bom povedal, antinaravovarstvenem v tem naivnem pomenu, kot pravzaprav danes obvladuje praktično cel svet. Ne anti v tem smislu, da je treba naravo uničiti, ampak bolj v tem smislu, da pravzaprav to, kar se na tej gori dogaja, se v bistvu dogaja na 8 gorah. Tukaj je pravzaprav odgovor. To se pravi, spet na 8 gorah, lahko tudi drugače rečemo, vse se nekaj okoli dogaja, tam gradita tisto kolibo, Bruno ima podjetniško inicijativo, eni lovci se tam pojavljajo, vse se pojavljajo pravzaprav zelo, neki vdori se pojavljajo zelo normalno, tako kot se dejansko tam dogaja, nič romantičnega ni. To se pravi, pohodniki seveda lahko vsake toliko časa začutimo to romantiko, pa sončni zahod, pa gor, pa dol, ampak seveda v resnici pa mi nismo pohodniki v našem življenju, zdaj govorimo o simbolni dimenziji, ampak smo mi vsi gorjani.
ne glede na to, kje živimo. Ne. In meni se zdi zanimivo, to je še ena dimenzija tukaj noter, ne, in seveda to odkrivanje samega sebe, logično, ampak to mi delamo tudi v mestih. Ne. Tukaj je Cognetti pravzaprav samo izbral eno, rečemo temu, ekstremno situacijo, ki mu je osebno tudi blizu, da je pravzaprav to metaforo iskanja samega sebe med temi 8 gorami, ne, in ne doseganju vrha pokazal. In pravzaprav je pokazal za moje pojme eno totalno banalnost, pozitivno vzeto. Ne. In je tudi ni postavil, jaz mislim, tako kot razumem ta roman, mogoče pretirano, da je ni postavil v nasprotju z mestom. No, sej ravno to je pa zdaj vprašanje, ki sledi pravzaprav, in sicer bi mogoče tle izzval Jerneja, ker Pietro pravzaprav ne zdrži v gorah, on je nemiren duh, vedno se vrača v mesto, ki ga privlači kot vir gradiva za snemanje dokumentarcev, in tukaj so Milano, Torino, potem spet konec koncev Katmandu. Gore so mu na nek način preveč statične, če sem prav razumel. Ne? V intervjuju, ki si ga imel z njim, ali ki ste ga imeli z njim za delo, Jernej, pravi, da niso vse svinjarije, kar počne urbani človek, ne, to je bil tudi naslov intervjuja. A nas takšen dualizem danes pravzaprav določa? Zagotovo je v vsakršni gorski vezi nekakšna ambivalenca oziroma paradoksalnost. To poznamo vsi, ki jih obiskujemo. Torej obstaja ena dialektika prihajanja in odhajanja, ena temeljna napetost, ki je v resnici napetost človekovega življenja kot takega. Torej, ko smo tu v dolini, bi hoteli biti tam gori. Ko pa tja gor stopimo, komaj čakamo, da se vrnemo v zavetje. Zdaj, Cognetti je zanimiv tudi z tega vidika, ker o gorah ne piše samo kot o prostranih razgledih in pogledih, temveč piše o varnem zavetju gorske lesenjače. To je unikum, tako rekoč. Jaz sem kar veliko raziskoval v tem primeru gorniško literaturo in lahko rečem, da je ta element recimo zelo redek. Kar se okoljevarstva tiče pa takole, sam bi kot humanist dejal, da se danes pač ekologija ujema v eno zelo problematično banalizacijo. Zdaj, jasno je, okoljevarstvo je v smislu trajnostnega vzdrževanja osnovnih življenjskih elementov preživetvena nuja. O tem ni dvoma. Torej, okoljevarstve se ne gremo zato, ker bi nam pasalo, ampak zato, ker enostavno ne gre več drugače. Je pa tudi res, da se dogaja neke vrste rusojanska nevarnost in da na tem spolskem terenu marsikdo klecne. Mislim na pojav, ki določa naš čas in ni utemeljen. In sicer to, čemu res pravim fuga mundi. Torej, danes se dogaja neke vrste beg od sveta z značilnimi srednjeveškimi karakteristikami. Samo z drugim obrazom. Ljudje so odčarani, razočarani nad vsem tistim, kar je meščanska zahodna kultura, civilizacija ustvarila, v tem primeru žal samo slabega, odmislimo na vse, kar je, kot pravi Cognetti, meščanski človek dobrega prinesel na to zemljo, in od tod bežimo stran. Nenazadnje tudi v neke dovolj patetične in banalne okoljevarstvene rešitve, ki jih jaz videvam za hišo, tako rekoč. Torej, recimo, jaz sem doma na Tržaškem in tu so glavni pobudniki tako imenovanih reševalnih akcij Tržaškega krasa ljudje, ki na okenski polici gojijo dva listka bazilike in dva paradižnika. Torej ljudje, ki ne živijo na zemlji in zemljo. Torej, fino bi bilo, ko bi o trajnostnem okoljevarstvu spregovorili tudi z ljudmi, ki dejansko na zemlji in zemljo živijo. Zdaj me zanima ena stvar, tle bi pa samo ta
mogoče vprašal. Konjeti ima en ambivalenten odnos do smučanja. Ne? Mislim, ambivalenten. V bistvu ga ne mara, ampak leta 2017 recimo v La Republiki v časopisu objavil o tem, kako bodo smučarskimi napravami popolnoma uničili doline okrog Monterose. Pol imamo v romanu tisti prizor, ko resignirano opazuje gostilno ob vznožju smučišča, potem na 27. decembra, ko se plas utrga in pobije množico rib nad njima kroži, potem helikopter, ki nadzoruje ljudi, ki grejo na smučišča. To je v bistvu taka čudna, mal bizarna in tudi žalostna dihotomija. Ne? Kakšen je danes pravzaprav, tle zdaj mal gremo izven teme, čeprav je kar primerno, kakšen je samo danes lahko odnos do smučanja? Morda tudi v kontekstu te pandemije, ker zdaj vidimo, da hoče eni smučišča zapreti, eni jih ne bi zaprli. A je to pravzaprav sploh lahko še tretirano kot neka naravna rekreacija? Ja, to so dobra vprašanja. Ne? Jaz recimo, če govorim čisto osebno, nikoli nisem bil nek pristaš smučanja, to zame v bistvu ni bila neka taka, zabava športna. Ne? Seveda, na drugi strani pa pač Slovenci smo smučarski narod, po drugi strani spet Slovenija ne omogoča nekih takih smučišč, kar pomeni, da smo na nek način bili tisti, ki so malo resni smučarji, zmeraj vezani na neka smučišča v resničnih Alpah. Da so pa tam ta smučišča lahko obstajala oziroma da obstajajo, je bilo pa potrebno jasno izkrčati ogromno divjine v neko drugo obliko, ki je zdaj za smučanje primerna. V Sloveniji imamo še to težavo, da jasno pomanjkanje snega v zadnjih, že 20 letih je to smučanje zelo omejilo. Tako da v tem smislu se temu ne piše nič dobrega. V kontekstu pandemije pa se ta športna aktivnost ne nanaša samo na smučanje. Sej, če gledamo celoten šport, na vse načine jasno poskušajo športniki s svojimi aktivnostmi, svojimi tekmovanji na nek način vztrajati naprej, kar je pač razumljivo, se je to neka njihova eksistenca, sploh tisti, ki tega poklicno živijo. Na drugi strani imamo pa pač jasno pandemične razmere, vse, kar sabo prinašajo, ta na nek način strah, tesnobnost in vse to. In na nek način smo zdaj pri športu kot celoti, recimo v kontekstu pandemije, recimo postavljeni v nek čudno razmerje. Ker na eni strani v bistvu je šport običajno, bodi si, da si nekdo aktivno udeleženec ali pa sam gledalec, je neka taka, prijetna aktivnost, navijanje ali pa športno izvajanje. Na drugi strani imaš pa vso to tesnobo, ki ti jo te pandemične razmere prinašajo, in zdaj že samo uživanje, recimo v nekem takem dejavnosti, pa bodi si je pasivna ali aktivna, je pod nekim vprašanjem. Seveda gledati tam neko tekmo na štadionu ali pa recimo v dvorani brez gledalcev in podobno, to je takoj toliko moteče. In zdaj jasno, če se zdaj preselimo mesec, recimo dni ali pa dva naprej, ko bo recimo se bojo recimo mogoče smučarska središča odprla, bo to vse pod neko dinamiko epidemije potekali. In jasno, tisti, ki so temu zavezani in bojo takoj šli na smučišče, ki jim je to šport, ki ga imajo že to pa toliko let v nogah, se bojo temu seveda odzvali. Mnogi se pa najbrž temu tudi ne bodo in bojo to smučarijo mogoče, smučke bojo za nekaj časa dali v stran. Hvala za tale zanimiv oklepaj. Zdaj pa imamo še 10 minut, tako da jaz bi vseeno šel še na temo generacij. Ker to je, Osem gora je tudi roman o generacijah in trenji med njimi. Tu so pradavni hribovci, ki so pobegnili iz doline, pred kom, to sprašuje Pietro svojega očeta. Tu sta Pietro in njegov oče, pa Pietrov oče in njegov tast, le so te konflikti zelo izraziti. Tu je tiha generacija v odnosu do boomerjev. To so boomerji v odnosu do generacije X. Zdaj me pa zanima, mogoče z Andrejem začnemo, ali odnosi in konflikti med generacijami tako odločilno vplivajo na naše dojemanje sveta. A je to res tako pomembno? No, jaz mislim, da je eno od sporočil knjige, s katerim
se na nek način tudi sam identificiram, je, da v resnici, če direktno odgovorim na to vprašanje, to sploh ni pomembno, ne ponazorim. Mislim, ni pomembno. Da pojasnim. Seveda, kako bi temu rekel, je pomembno. Zakaj je pomembno? Z druge strani gledano pomembno je zato, ker ne samo za roman, ne, ampak tudi za naše življenja mi rabimo dramo. Mislim, brez drame, brez napora, ne, brez odpora, ne, to je tako kot v fiziki, ne, brez težnosti, brez frikcije in tako naprej se ne moramo odgnati. Ne. In tudi v življenju brez neke, kako pri temu rekel, izpostavljanja lastne identitete kot ločene od nekih drugih, ne, tudi v neki drami je pač življenje dolgčas. Ne, in v tem smislu seveda je to pomembno vedno, ne, tudi medgeneracijsko. Ne. Ampak na koncu je pa tako, kot prej, ko smo se pogovarjali, ne, s kom se pravzaprav boriš, ne? Boriš se samim sabo, ne? Ti ne pobegneš zgore, ne? Ti ne če pobegneš, ne? Pravzaprav pobegneš od sebe. In podobno je v tem boju z generacijami, kako bi temu rekel, če jo vzameš kot Konjeti, ne? On se mi zdi, da je vzel na ta način, ne? Medtem ko Bruno, ne, se je pač očitno anihiliral. Ne. Rekel, to je drugi ekstremen primer, ne, kako rešiti pravzaprav ta konflikt, ne, ki je pa netrajnost. Če navežem na tega očeta, ne, ki ga je prej samo omenil, ne, tlele je konflikt pomemben, ne, in to ne samo, pač vsi te očetje so, je Brunov oče, potem je oče od Pietra, je tast, je oče od žene, oče od mame Pietrove, in ki se spre z njegovim očetom. Tle ta lik očeta je zelo, zelo močen v tem romanu. Ne? Jaz ga skoraj vidim kot centralnega. Ne? In se mi zdi, a smo res do te mere, mislim, a je oedipovski kompleks določa res do te mere ta roman, mogoče samo ti si prej pač to načel, pa bom pač tebe vprašal najprej v zvezi s tem. No, tle je Konjeti zelo močen v tej simboliki, ne, recimo, da moče zapusti tam parcelo na 2000 višine in da potem se, mislim, zmeraj imaš kot recimo individualna oseba možnost, da bi rekel, pa kaj me zanima ta parcela, ne grem niti pogledati. Ne, ampak seveda, ne, če bi to pač ta prvi osebni pripovedovalec naredil, ne bi bilo potem razvoja romana naprej, ne bi bilo tega gradnje hiše, prijateljstva in vsega tega. Ima tukaj res pa izjemnih momentov, ne, ko pride in vidi zemljevid, kjer je oče pohajal, pa so tam potem te črte, kjer je hodil on kot sin z njim in Bruno z njegovim očetom in tako naprej. Ne. To so recimo strašni momenti. Pol te reči, ko je sam v hribe in vidi tam gor v teh skrincah, recimo upisne knjige in upise očeta 10 let nazaj in tako naprej. V glavnem, to so res taki momenti, ne, kjer vidiš, da človek ve, kaj piše, ne, da to simboliko zelo gradil. Je pa dejstvo to, ne, oče pač jasno na začetku, tudi na trese, takrat, ko še skupaj hodita ogromno teh življenjskih modrosti od tega, ne, ko smo se tudi že pač tako izven tega pogovora pogovarjali, kje je prihodnost, ne, recimo, če gledamo Slap in podobno, ne. No, se to pa, to bi pa zdaj za koncem prehranil tole, kje je prihodnost. To bi rad vse vas tri vprašal, pa mogoče kar ti začneš, ne, ker kako komentirati to metaforo o prihodnosti, ki je vedno nad našimi glavami, se vedno prihaja zgore, tam ona da stojita, ne prav, kje je prihodnost, če gledava potok, ki prihaja od zgore, in on se bo mislil, to je pa lahka, prav Pietro, tam dol, ne, ampak seveda ni, ne, je zgore, ker je to voda, ki je ne poznamo še, ki nosi nekaj za nas, potem je pa to, kar je že odteklo, pa preteklost. Ampak zdaj se jaz sprašujem, a je preteklost res voda, ki je odtekla, če tudi je tista voda pa prihodnost za nekoga drugega, ne? Tle bi se ti vas vprašal. Moj odgovor je ta, ne, da prihodnost je in tiska prihaja, ne, in tudi tiska je pač odtekl, ne. Tudi to je v bistvu tvoja prihodnost, tako drugače vpliva na te, ne, tudi na prihodnost tega pripovedovalca vpliva to, kar se je zgodilo, tudi njegov oče, čeprav ga ni več, vpliva na njega in v bistvu na nek način tudi definira njegovo nadaljnje življenje.
Jernej, mogoče še vi? Ja, lahko zelo na hitro. Prihodnost je pred nami, kar nam dokazuje zdajšnja koronska kriza. Danes bomo preštevali dogodke, ki so se zvrstili pred 2 tednoma. Ta je pa dobra, mislim, zanimivo. Andrej, še zaključna misel, mogoče potem pa pač nas je čas prehitel. Spet jaz to bom ponazoril z mojo izkušnjo s to knjigo. Tja do polovice knjige se jaz nisem mogel sprijazniti s faktografijo, katero obdobje opisuje. To se pravi, jaz sem se uživel v to knjigo, kot v opis nečesa, kot povem, konc 19. stoletja, začetek 20. stoletja. Nikakor nisem mogel doumeti ali pa vizualizirati pravzaprav realnosti 80-ih, ko ne bi se vsaj začetek dogajal, in potem še naprej celo 2000. Skratka, kaj hočem povedati? Hočem povedati, da je čas in prihodnost je nekaj tako paradoksalnega, kot smo vsi zdaj na nek način izpostavljali, in je seveda točno to kvaliteta te knjige, da ne vzamemo kar kot je to vprašanje, to je tam spodaj, to je tam zgoraj. Ne. In to je spet to vprašanje, ki se začne okoli teh 8 gora. A je tam vrh, ali se moramo ukvarjati s to nedefinirano, to bi lahko, to mandalo bi lahko videli tudi kot nedefiniranost atoma, ker ne moramo nikoli ujeti njegove pozicije oziroma delca ali hitrosti hkrati. In to je naše življenje, nemogoče je reči, to je prihodnost ali pa to je preteklost. In to je res lepa dimenzija te knjige, ki je tako vtkana v besedilo. Ok, mogoče je to krasen zaključek. Ne vemo, kaj je prihodnost in kaj je preteklost, v bistvu smo pa vsi v sedanjosti. Tako da zahvalil bi se vsem trem, Andrej, Jernej in Samo, za tale pogovor. Zahvaljujem še enkrat Stefanu Čeratu za uvod in upam, da se vidimo naslednje leto pa tudi na fizičnem sejmu, ne samo na virtualnem. Čeprav je bil tudi ta pogovor zelo lep. Hvala lepa še enkrat. Hvala tudi. Hvala vam.